sestre, hvalnica psalma pravi, to je dan, ki je naredil Gospod. Veste, to pa res drži, zato ker današnji dan pa ni v človeški moči. Velika noč je mimo človeškega razuma, pričakovanja in moči. Kaj pa je tisto, kar je človeško? Glede, človeško je to, da človek išče razlago, ki jo je možen sprejeti. Ko so žene šle grobu, so opazile, da je grob prazen. In kaj so rekle? Gospoda so vzeli iz groba in ne vemo, kam so ga položili. Kako človek za neke stvari, ki se zgodijo, najde tako preprosto razlago. Nič posebnega. Se pravi, če ni truplja in Jezusovega telesa tam, potem ga je nekdo vzel. Kako da se človek ne more dvigniti v mišljenju malo več? To se je zgodilo sicer daleč nazaj, gledajte, pred nami, skoraj 2000 let. Ampak, veste, človek danes v isto stvar zapada. Stvari, ki se dogajajo, imamo tako preproste razlage, da niso vredne človeka. In Bog noče, da bi ostali pri teh pritlehnih stvarih, ker so premalo za nas. Nas hoče dvigniti višje od tega sveta. In je potrebna razlaga, ki jo človek sam ne more dati, ampak je razlaga od Boga. Zato tudi pravi apostol Pavel, iščite to, kar je zgoraj, ne to, kar je na zemlji. Saj kdaj je potrebno res, da človek tudi išče, pa se ustavi pri tem, kar je na zemlji. Ampak iz tega naj se naš pogled dviga navzgor. Iščite to, kar je zgoraj. Če bi žene ostale samo pri tem, kar se išče na zemlji, bi ostale pri tej besedi Gospoda so vzeli iz groba. Glejte, to je prvi korak. In tudi vsa ta naglica v tem jutru velike noči. Na vse zgodaj so šle žene v grobu. Veste, če bi bila možnost, da bi šle one takoj po pogrebu v grobu, one bi šle v grobu že v soboto zjutraj. Niso smele. Bilo je prepovedano po zakonu. Ne vem, če je bil Božji zakon tako močan, ampak smo ljudje še dali dodatne zakone, da smo popolnoma preprečili določene stvari. In te žene, ki so tako čutile z Jezusom Kristusom, niso mogle mimo te pravniške ali zakonske ovire. No, drugi dan, to je v nedeljo zjutraj, pa je bila ta ovira odpravljena in so šle k grobu. Ampak je bila pa tehnična ovira. Med potjo so razmišljale, velik kamen, grob je zaprt, še stražarji so tam. Kdo bo to odprl? Stražarji ne bodo pustili. Same pa ne moremo. Kljub tehnični oviri, zanje nepremagljivi, so šle te žene naprej. In jaz se sprašujem, ali ne pride v našem življenju tudi do takih življenjskih področjih, ko so take ovire, da ne vemo rešitve. Sploh niso v naši moči. Ne moramo nič narediti. Tudi drugi nam ne bodo pomagali, ker ne morejo ali pa nočejo. Se ustavimo, gremo nazaj, pustimo pri miru. Glejte, žene niso šle nazaj. Niso opustile želje, da bi dostojno uredile pogreb, ker v petek zvečer je šlo na hitro in premalo spoštljivo. Tehnična ovira je bila med njimi. Če smo zelo iskreni. A veste, da v našem življenju je večinoma
kar je težav, so tehnične težave. Tehnične prepreke in ovire. Duhovna ovira, duhovna težava je pa odmaknjena. To ni človek naredil, ker ni možno. Ampak Bog, kaj je duhovna ovira? Duhovna ovira je to, da sem v grehu. Ne morem živeti brez bremena greha. In Jezus Kristus je toliko let pred mojim rojstvom, pred mojim življenjem, sprejel nase naš greh, moj greh, in ga na križu uničil. Takrat je kazalo, da je moj greh Jezusa Kristusa uničil. Ga je za 3 dni. Ampak Jezus Kristus je tisto duhovno oviro, duhovno preveko popolnoma odstranil. Tehnične ovire bodo ostale še vedno med nami. Preizkušnje, stiske, bremena. To boste odnesli. Tudi danes po sveti maši. Tehnične ovire bodo del našega življenja. Ampak ne pozabite. To ni glavno. Glavna je duhovna ovira, duhovna težava in ta je odmaknjena. Greh je uničen. Kadar človek naredi obrat od groba nazaj v življenje. Potrebno je iti do groba. Težko naredimo obrat brez tega. Žene so šle do groba. Šele tam so se obrnile, nič prej. Učenca sta tekla do groba. Celo noč sta stopila v grob in sta se obrnila. Obrnila sta se v življenje. In velika noč je zmaga življenja. Tukaj pa več ni potrebno veliko vere. Poglejte, samo to spoznanje, če je življenje od Boga. Smrt je zaradi greha. Greh je po hudiču. Kdo je močnejši? Kdo zmaga? Po človeški pameti, samo po logiki mišljenja, ne gre drugače, kot da je vsako Božje delo močnejše od hudičevega. In če je življenje od Boga, ni druge poti, kot da je življenje močnejše. Res, dostikrat nekako začutimo, saj smrtjo se vse konča. Poglejte, to so te preproste razlage, podobno kot te žene, Gospoda so vzeli. Samo toliko, kot tisti trenutek razumem, več ne razumem, to rečem. In tudi danes se čuti, smrt je vsega konec. Živimo do smrti, potem zdaj je pa končano. To je človeški pogled. Ampak Božji pogled gre pa naprej, ker je zmaga življenja. In Jezus Kristus je moral pokazati. Dobesedno je treba pokazati človeku, poglej, grob je prazen, to telo, ki je bilo umorjeno, ubito, to, kar znamo narediti, pa smo dobro naredili. Na Veliki petek so možje naredili 100% smrt. Ampak to telo, Jezus Kristus je ostal od mrtvih. In to zaradi nas, da bi nam pokazal, pred nami je življenje. In življenje je takrat, kadar se človek obrača k Jezusu Kristusu odrešeniku. Kadar je naša življenjska pot, naš korak naravnan k Bogu. In zato smo zbrani pri sveti maši. Pri daritvi Jezusa Kristusa, pri kateri se v vsaki sveti maši zgodi Jezusova smrt in Jezusovo vstajenje. Jezusovo smrt duhovnik pokaže s prelomom hostije, zlomi se, uniči se, ni več celo. To je dejanje Jezusove smrti. S simbolom tako prikažemo. In potem, če boste zelo pozorni, delček hostije spusti Jezusovo telo v Jezusovo kri.
takrat, kadar je v človeškem telesu kri, je življenje. Brez krvi ni življenja. To tudi vemo, ni potrebno razlage. In zato duhovnik spusti košček Jezusovega telesa v Jezusovo kri, da je pri tej družitvi povedano, Jezus Kristus je živ, je vstal in živi, in to življenje ne bo več končano. In simbol Jezusa Kristusa po vstajenju je velikonočna sveča. Plamen, ki je nekaj živega, nas tudi spominja na življenje. Velikonočna sveča predstavlja ostalega Kristusa. In o velikonočni sveči je bilo pred tolikimi leti nazaj prižgana naša krstna sveča. Pri plamenu velikonočne sveče, da bi naši starši, zdaj pa mi, ki imamo razum in spomin, začutili življenje od Jezusa Kristusa po smrti, je prišlo name. To je vstajenje. Krst, ki sem ga deležen, je večno znamenje in potrditev in Božji objem zame, da imam prihodnost v večnosti. Aleluja.